veselja. Tudi je lahko tukaj biti prestežni, da bi koga nadkrilo. Vendar pa tudi tukaj vidiš, kaj je to tvoje pisanje, kaj je tvoje lovljenje teh žarkov ob obstoju 1000 sonc egzistence. To je vse skupaj eno majhno človeško delo, tudi delo recimo močnega umetnika. In isto velja tudi za slikarja, isto velja za muzika. Vsi lovimo samo drobce ulovljivega v svetu lepote. Kolikor pa to nam uspe, da je to dobro, potem ni naša zasluga, ampak zasluga nekoga, ki je to dal. Torej, kaj se boš tukaj ponašal z nečim, kar sploh ni tvoje? Jaz mislim, da je tukaj ponižnost humilitas, torej, bi rekel, ne samo genialna izum, če hočete, krščanstva, ki je posebno za temelj vere, ampak dejansko tudi praktično, življenjsko je dejansko tukaj izhodi, posebno za intelektualca je izhodišče za sprejem Kristusa. Hvala lepa. Gospod kardinal, kot profesor, ste nam prvi prikazal Brdjajeva, govorili ste o Solovjevu in tako v privatnem pogovoru ste nam dejali, ko ste bil mladostni študent v Parizu, ste šel gledati vse ruske filme, ker vas je slovanska duša privlačila. Ja, vse sovjetske filme sem gledal. Ampak... Lepi. No, in človeški. Zelo zanimivo tudi v svojem zelo lepem intervjuju, ki ga omenjate z Grinom, v tej knjižici o Madagaskarju, omenjate to, ste ga vprašali, zakaj so njegovi liki slovanski tako fatalni. No pa bi vas sedaj vprašali, ker ste v polnosti Slovenec in v polnosti svetovljan, kaj za vas pomeni ta slovanska duša in kaj za vas pomeni slovenska duša, zakaj kljub temu, da ste imeli in še imate tolike možnosti, da se več uveljavite, ampak da čudovite stvari ustvarite zunaj Slovenije, vendar ste danes med nami, se pravi, zakaj se še vedno prepoznavate kot Slovenca, kaj vam slovensko kot tako in slovanska duša pomeni? Ja, veste, o tem je bilo veliko napisanega. Jaz bi rekel, slovanstvo mogoče je najbolje izrazil Dostojevski na koncu svojega romana Bratje Karamazovi, ko Aljoša, ta mladi menih, zre zvezdnato nebo in poklekne, poljubi zemljo in doživi nekakšno kozmično bratstvo človeštva, narave, stvarstva. In mislim, da je to najbolj tipično za slovansko dušo. Po drugi strani francoski pisatelj Francis Comte, ki je napisal eno debelo knjigo o Slovanih, konča svojo knjigo s tem pasusom iz romana Bratje Karamazovi. Tu je sočutje, tu je ponižnost, tu je neka pristnost. In mislim, da so to tiste najlepše lastnosti slovanske duše. Sočutje, bližina trpljenju, neka želja po bratstvu, vesolnem bratstvu
in tudi ponižnost. Veste, jaz vidim recimo ponižnega Francoza, ampak en ponižni Francoz ne bo nikoli tako ponižen, kot je ponižen Slovenec. In tudi en francoski svetnik ne bo nikoli tako pristen in tako, bi rekel, blizu ljudem, kot je lahko en slovenski svetnik. In tudi recimo odnos Slovana do Boga je izredno lep, izredno, ne vem, prijeten, lep, prijazen, poln topline, poln bližine. Mislim, da je to dokaj značilno za slovansko dušo. Torej, bratstvo, pristnost, sočutje, ponižnost. In če dovolite, kar zadeva ponižnost, ker nas vse lahko naredi bolj ponižne, kot smo, ni dolgo tega sem v Rimu poslušal predavanje nekega znanstvenika, ki je govoril o zadnji luči. Kaj je zadnja luč? Veste, da so astronomi odkrili, ni dolgo tega, neko svetlobo, ki je potovala do nas 14 milijard let. In je sedaj prišla, tista zvezda je verjetno že zdavnaj se utrnila, umrla, in ta svetloba, ki jo je tista zvezda oddajala, je po 14 milijardah let prišla do nas. Predstavljajmo si, kako neznansko velik je ta kozmos, to Božje stvarstvo. In to, kar so že znanstveniki že prej ugotavljali, da ta naš svet v taki obliki, kot je zdaj, je približno star 15 milijard let. No, in eden od dokazov, sicer jaz vam več kot to vam ne bi znal razlagati, ker nisem astronom, je rekel, prišla je zdaj, so odkrili to zadnjo luč, ki je potovala do nas 14 milijard let. Kaj pa je naše življenje v primerjavi z vsem tem? Hvala lepa. Gospod Alojzije Rebula, vaš roman Jutri čez Jordan je preveden v francoščino. Vprašal sem slovenske strokovnjake za književnost, ali v slovenščini obstaja ta vrst biblični romani, in so rekli, da še ne, da pač obstaja zgodovinski roman in da to bi bila neka podzvrst zgodovinskega romana, in tako smo lahko veseli. Imeli smo poezijo biblično, imeli smo povesti svetopisanske, se pravi, da je to končno le mejnik slovenske literarne zgodovine, da imamo odslej tudi biblični roman. In v tem smislu bi vas vprašal, ker v tem romanu nekako, ali pa tudi potem v svojih komentarjih, povezujete Božje previdnost in obstoj slovenstva. In tukaj imam zdaj dvoje vprašanje za vas. Kaj vam pomeni biti Slovenec, ker tudi to ni evidentno tam, kjer živite, oziroma od časa do časa, vsaj v Trstu, zakaj še biti Slovenec? In druga stvar, če seveda, to je tudi skrivnost, ampak vseeno, ker iščemo smisel, ne? Zakaj pa si je Bog dovolil to duhovitost, da Slovenci obstajamo? Se pravi, v čem je tale, bom rekel, Božja previdnost, ali v čem, rekel, je globi vzrok,
ali poslanstva, da Slovenci sploh smo na svetu, svojo kulturo in, kot sem rekel, prva stvar, kaj vam pomeni, a ne, pisati v slovenščini, izrekati slovensko besedo. Prosim. Ja, to je vprašanje za zamejskega človeka, predvsem, ki je svojo slovensko pripadnost nekje težko ohranil in težko doživljal. Nabral sem pač italijanske šole, bil praktično sin fašizma, ker sem več svojo mladost preživel pod fašizmom. Oče je bil pregnan zaradi tega, ker ni hotel obleči črne srajce in moral zato iti službovati širom po Italiji in tako naprej. Meni se je pravzaprav zavest slovenstva utrnila neki moment, ko mi je mama rekla, piši očetu, naj pošlje denar, konc meseca. Oče je pošiljal, veste, ampak se mu ni tako mudilo, kakorkoli, ona pač ni dobila denar v tistem času, ki ga je pričakovala in je rekla, napiši ti očetu pismo, naj pošlje denar. Jaz sem sedel, še zdaj vidim, ki je pod mizo pod latnikom, cementna miza pod latnikom in napisal očetu pismo, kot je bilo zaželeno. Prišel je odgovor mami, ne meni, kjer se je oče, ne vem, ali je poslal denar tam ali ne, vsekakor je v njem bil stavek, kako ti učiš fanta slovensko, ko je vsa njegovo pismo v rdečem, vsega rdečega počečkal. Kako ti učiš fanta slovensko? No, seveda, mama, navadna kmetica, nekaj me ni učila, ker učili, pa smo govorili slovensko, ne, šole smo italijanske. Ni se kaj posvečala mojemu slovenstvu, seveda ne, nas je bilo 6 otrok, ne. No, tisti moment pa nekako se je vame usedel, ne morem ga pozabiti in zame biti Slovenec ni bilo nikoli problem. Kot je za marsikoga, veste, v zamejstvu. Danes, odkar imam tudi vero v smisel, pa je še manj problem. Če sem rojen kot Slovenec, postavljen v neki meridian, v neki ambient, to ni slučaj. Absolutno ne. Zatem je neki smisel. Predvsem je tukaj zapoved neke zvestobe. Ti si rojen v nekem kraju, v nekem času, bodi zvest tistemu kraju in tistemu času. Kraj je Slovenija, čas je slovenski, kultura je slovenska. Bodi zvest temu. In zame je to stvar, o kateri ne debatiram sploh. Je izven zvestova slovenstvu, slovenski kulturi in tudi slovenski kulturi, slovenski zgodovini, vključno s tem, kar je Cerkev za njo naredila in tukaj imam vse priznanje za njo, kaj ne. Tukaj je stvar zunaj diskusije, kaj ne. Proti njih berem spet neke knjige v slovenski preteklosti in vidim, koliko je Cerkev naredila za obstoj našega slovenstva in koliko še dela v našem zamejstvu. Tudi z tega vidika, če zamerim kaj režimu, ki ga ni več, zamerim to, da mu je manjkal čut za narod. Za narod in posebno čut za zamejstvo, kjer je imel samo svoje ekspoziture z ideološkimi cilji, ne pa čuta za
enotnost in kohezijo naroda kot takega. Ja, lepa hvala, gospod profesor Rebula. Ja. Bomo, če seveda zdaj je že ura in moram, tukaj sem imel kupico vprašanj v sebi, moramo počasi iti k zaključku. Društvo-slovenski pisatelj nas je tukaj povabilo, dalo nam je uro, ampak ko sem se pripravljal na ta pogovor, sem hotel predvsem reči, da bom seveda opozoril na to čudovito knjigo Kredo. Moram reči, da mi je nek prijatelj rekel, da je bral že kardinalov uvod, da so noč stavki, da je rekel, tega pa ne morem brati, sede in je vstal. In jaz sem potem nadaljeval, kaj pa, ko si bral Rebulo, a si pokleknil. Hočem to reči, da gre za globoke misli, da tukaj vzadaj življenje. Če bi hotel oba predstaviti, bi rekel, zdaj na koncu, bi rekel, da poleg mene je kardinal, ki je tudi v najlepšem smislu pravoslaven, se pravi, da njegova beseda slavi prezvišenega, slavi pravo veselje, neskončnost, da je to pravoslavje, pravi praznik, ki ga on izraža. In poleg njega, profesor Rebula, da gre za, v etimološkem pomenu besede, za izjemnega protestanta, se pravi protestare, testare pomeni, kot vemo, pričati za, da se on povezuje z svetniki, z mučenci, ki so pričali za Gospoda, in on tudi ne ve, zakaj ga je neskončni izbral za pričevalca, vsekakor želi biti v tem smislu dober protestant. In za oba bi pa rekel, kako vsi vidimo, da se izjemna katoličana, katoličan pomeni biti vesoln, odprt, vseobsegajoč, ne gre samo za njuno veliko intelektualno misel, ampak ljubezen do vsakega človeka, vsakega naroda, in zato še posebej do slovenstva, saj je Bog imel tudi izvoljeni narod, zakaj slovenski pisatelj ne bi imel izvoljenega jezika. No in sedaj, ker gre za taka dva katoličana, sem rekel, da moram na koncu še vprašati nekaj izzivalnega. Rekel sem tudi, da bom skušal predstaviti gospoda kardinala, če bi dal naziv Neznani Rode, neznani gospod Rode, se pravi še z drugega vidika. Res je neznan, malo kateri Slovenec ve, da je bil pravzaprav pri premikih sodobne katoliške cerkve, saj je bil zraven, ko se je ta, bomo rekli, ta svet zadnjevirne preoblikoval v svet kulture, se pravi, da njegovo pojmovanje ateizma se je preoblikovalo v vprašanje kulture, saj tisto, kar je samo na sebi odsotno, ne mora biti vrednota. In vidimo, da njegova intelektualna pot, s katero je vplival na kardinala Poparja, na papeža Janeza Pavla II. Prosim ga za ponižnost, da to sprejme, to je moje branje, da je vplival na nja, da sledi tudi papež Benedikt XVI in v smislu kulturnega in duhovnega dialoga je letos povabil v Asizi celo agnostike. No, zdaj pa to provokativno vprašanje. Francoski škofje so mi rekli, da so vas ljubili takrat, ko ste debatirali z kardinalom Lustižejem, ker to je vrh bil francoske katoliške inteligence in so vsi drugi škofje bili tiho in so rekli, mora priti slovenski škof, ki zna z njim debatirati in pred katerim je kardinal Lustiže umolknil. Ampak pustiva to, dejstvo je, da Lustiže, ko je bil zadnjič v akademiji, je pogledal sliko kardinala Richelieja in je rekel, odhajam tja, ker ni več kardinalov. Kaj pravite, kam bomo vsi mi odšli? Jaz mislim, da bo v nebesi. Veliko lepše, ko ne bo kardinalov. Lepa hvala. Gospod Rebula, tudi za vas provokativno vprašanje.
vemo, da veljate za človeka, ki je vnesel ravno to čudovito tradicijo Maritena, francoskih bogoiskateljev v slovensko literaturo. Takšen je tudi vaš kredo. Ampak zdaj to vprašanje, večkrat sva že govorila, kaj bo v večnosti. Večkrat ste me spraševali, kako si jaz zamišljam ta eskatološki dogodek, in vedno sem si pomagal. Moram reči, da to je bilo intelektualno najbolj ugodno zame, da sem citiral svetega Pavla: oko ne bo videlo, še ni videlo, oko ni slišalo, srce še ni čutilo, kaj je Bog pripravil tem, ki ga ljubijo. Ampak vedno sem dodal, bomo presenečeni. Kaj rečete, glede na to, da je Bog usmiljen, da je Bog izjemen, radodaren? A boste presenečeni, ali se vam bo zdelo prav, da boste v nebesih srečali tudi svojega mladostnega prijatelja Friderika Nietzscheja? A boste presenečeni? Ne, nasprotno. Bi bilo meni povsem naravno srečati Friderika Nietzscheja, ker je bil eden od mojih mladostnih zvezd, preden je bil zvezda za vse sedanje, tih je malo Nietzschejance. In sicer po eni strani zadnji njegove, je bil profesor grščine, eno, drugič, sijajen oblikovalec besede, in tretjič, iskalec smisla biti.